Most v Mežici odhaja. Kako ocenjujete, kako je izpolnil svojo nalogo? Ja, kak je izpolnil nalogo, največ vejo domačini. Upam, da mi je dobro služil. Pa upam, da se zadeva ne ponovi. Vi ste bili že takrat, ko ste ga postavljali. Kako je takrat potekalo in kako primerjate z tem časom danes? Kako hitro bo vse skupaj šlo? Ko smo ga postavili, so bile dejansko izredne razmere, tako da so bili postopki malo drugačni. Rabili smo nekje 5 dni, da smo ga postavili. Kar se pa tiče demontaže, zdaj trenutno poteka, bomo šli v lansiranje mosta. Plan je v 4 dneh, maksimum 5 dni, isto, da bomo zadevo pospravili, spucali, odpeljali nazaj v skladišče in upam, da tam tudi ostane. Koliko vas je prišlo v ekipi? Trenutno v tej situaciji 11 ljudi, pripadnikov Slovenske vojske, v sodelovanju z občino PGD Mežica in z zunanjim izvajalcem, ki bo zagotovil dvigalo. In skupaj z vso mašinerijo, koliko je strojev, vozil? Trenutno imamo 2krat HIAB in pa enkrat bager, da zadeva poteka nemoteno. Zanima me, kaj pa je z drugim mostom, ki ga imate postavljenem v Tiškem vrhu? Boste tudi tistega razstavili? Tiški vrh še ni v planu, kdaj bo, ne vem. Kar se tiče Beričeva, ista zgodba. Je pa zdaj pred kratkim sem videl v medijih Stahovica odprta, tako da bo tam tudi počasi demontaža potekala. Ti mostovi so se dejansko pokazali kot zelo koristni. Sedaj lahko seveda dokazano rečemo, da je prav, da je Slovenska vojska opremljena s takimi mostovi. Ste večkrat pomislili v teh časih na to? Skoraj vsak dan. Skoraj vsak dan. Dejansko tale most je nekaj najboljše, kar obstaja. Sestavlja se zelo preprosto. Sreča, da ga imamo, sem tomu rekel. Vojakom pa ste včeraj tudi posebej postregli. Kako? Ja, za večerjo sem izkuhal bograč, žena pa je spekla domač štrudel, jabolčni. Prav, so pohvalili? Seveda so bili zelo zadovoljni, ker je ostalo, ga bodo pojedli še v sredo.